Ne? Brez zvoka ni življenja. Ni življenja, ni emocij, ne? To je dejstvo. Ne? Če si v električnem avtu sedeš, kakšne emocije pa imaš. Jaz sem pa hotel reči, da smo atmosferci slišali, da bo danes slučajno okrog Črnomlja hodil Igor Akrapovič, pa da se bomo probali ujeti tukaj v podjetniškem inkubatorju Bela krajina. Res je, atmosferci, prvič snemamo podcast Pogovor pred publiko. Igor, dobrodošel, veseli smo, da bomo probali kakšno razdret na temo tvoje mladosti, pa tudi seveda kariere. Pa preden Jure pove svoj uvod, Igor, zdravo. Ja, pozdravljen, res hvala za to povabilo, ne, in upam, da bomo imeli zanimiv pogovor. Jure, izvoli. Ja, atmosferski podcast ne bi bil atmosferski podcast, če ne bi bil gost predstavljen tudi na atmosferski način, samo da boste razumeli vso veličino, pa tudi mojo tremo. Danes je z nami gost, ki je Titan spremenil umetnino. Varilca umetnika, pa danes je z nami Slovenc, ki je naučil ogenj pet. Igor Akrapovič. Tudi z moje strani dobrodošli. Ja, hvala lepa. Veš, Igor, Jure je naš pesnik. Tudi to je potrebno včasih, ne? Romantika, erotika, zapeljati nekaj takšnega na nek način za vse tiste, ki niso dirkači ali pa povezani z, bom rekel, dirkanjem, to ni kar samoumevno povezati, bom rekel, en tak hladen izdelek s čustvi, ne? Ampak tepe to nekako uspelo, ampak predno se zdaj zaletimo v tvojo podjetniško zgodbo. Kako se ti spomniš prvih 10 let svojega življenja? Gremo predaleč nazaj, če te tako izzovem. Ne, absolutno ne. Jaz sem bil že res od rane mladosti obseden z motocikli. Takrat, ko sem bil star nekih 8-9 let, sem začel nekako navijati, da bi moja mama rabila nujno Pony Express. In potem sem, bom rekel, vršil psihološki pritisk kakšne 4 leta na starše, dokler nisem na koncu prišel do tega Pony Expressa. Seveda jaz mama ni imela nič z njim. In moram reči, da sem ga že čez 14 dni tako uspešno razdaril in začel predelovati in tako se je ta moja pot začela. No. To je bil res nek tak začetek, potem pa sem nadaljeval z prvim obiskom Preluke, takrat Grand Prix in pač videl vse te dirkače in potem sem vedel, kaj bom počel v življenju pravzaprav. A to se pravi, že v štartu te je zagrabil asfalt, a te kdaj zamikali tudi tisto izven asfalta? Dajmo reči, makadam pa motocross, je bilo to vedno v nikakršnem planu? Ne, tudi motocross sem vozil, ampak nisem bil prav zelo uspešen. Tudi ko malo za trening je bilo kar v redu. Dejansko bom rekel, motorji, je finančno vložek je velik, in motocross je vsekakor ena cenejša varianta. Jaz sem imel pa pravzaprav skozi celo svojo kariero stalno težave z denarjem in sem ga poskušal na vse načine zaslužiti. Med drugim sem delal tudi zvočnike, če si predstavljate, in prijatelj je bil mizar, jaz sem kupil zvočne komponente, naredil kretnice, ker sem pač po izobrazbi elektrotehnik in sem to kar uspešno prodajal in potem to porabil seveda za svoje motocikle. Se ne vem, če zdaj je to prava prilika, ampak Igor tako dobro iztočico si dal, glede na to, da vsi tudi vemo, da si audio navdušenc. A se da Akrapoviča ogenj tudi ozvočiti? No, mislim, kako ozvočati. Izpušni sistem ima pač čist svoj specifičen zvok, ki ga je težko reproducirati. Dejansko se pa da iz ene zelo kvalitetne audio opreme tudi izjemno dober zvok dobiti, ampak če hočeš res nekaj maksimalnega, je to tudi res, res drago. Če hočeš iz česarkoli izvleči eno maksimalnost, to pomeni, da stremiš k odličnosti. Jaz mislim, da ni treba posebej poudarjati, kaj izpuhi Akrapovič, pa tvoja zgodba konec koncev pomeni in kako močen brand je nastal zaradi tega, pa kako odlični izdelki so. Kaj odličnost na dolgi rok terja od človeka? A si se kdaj to vprašal?
Jaz bi rekel, da je to pri meni tako dosti enostavno. Jaz sem neko obsedenost za perfekcijo, ne? In sem stalno pač te naše produkte, sploh bom rekel začetnih 10-15 let izboljševal, predeloval, testiral, ne? In lahko rečem, da takrat smo ogromno teh stvari pravzaprav razvili in potestirali. In zelo hitro smo prišli na svetovno prvenstvo Superbike, že tam 96. smo dobili Kawasaki, 99. leta smo imeli vse tovarniške ekipe in takrat se nam je tudi potem leta 2000 uspelo nekako dobiti prvega svetovnega prvaka s Colin Edwardsom. In ne bom nikoli pozabil, ta sodelovanje s Hondo je bil res nekaj posebenega, ker smo se od njih ogromno naučili. No. To sem sicer že večkrat povedal, ampak tam na uni strani je bil nek Mr. Okada, ki nas je teril dobesedno v izjemne, take perfektne produkte. In v 2 letih smo naredili 48 tipov različnih izpušnih sistemov. In bom nikoli pozabil, ko sem prišel, mislim, da 2. januarja v firmo in je tam na tleh ležal in takrat so bili še telefaksi, ne. In jaz to pogledam in mi je Mr. Okada ob 4 zjutraj 1. januarja pisal, kaj bi bilo treba še vse narediti. Tako so dedicated te Japonci in to so res taki zanimivi spomini, kako smo takrat res predano delali, da smo nekako prišli na ta nivo. Čak, Ciril, da ne bomo šli mi prehitro naprej. Ker tacga gosta imamo zdaj klej in ga moramo čim dlje tudi zadržati. Mene tudi zanima ta pot od Pony Expressa. Pri 15 letih je bilo že kar hitro tudi MZ pa Kawasaki, Igor. Ja, dejansko je bilo tako. No. Jaz sem Tomasa potem se enega kar sestavil. Bom rekel, iz delov kupil sem motor pa okvir. Ostala sem pač tudi malo iz Italije pripeljal in se s tem okoli vozil. Potem je pa moj brat na mojo veliko srečo, ko sem bil glih 15 let star, dobil Kawasaki 500, ta Mach 3. To je res en tak izjemen motocikl, ker je imel zelo močno mašino, ne, okvir, bremze in vse ostalo je bilo pa Bog pomagi. Ne. Tako da ta motor v 750 kubični verziji so celo imenovali Videomaker. No, bil je res krasna stvar in ker je moj brat, hvala Bogu, šel takrat v vojsko, sem jaz zadevo nekako zaplenil, se s tem pač vozil okoli po Ljubljani in v okolici in seveda je bilo takrat tudi kar nekaj interakcij z ljudsko milico in skratka bilo je zabavno. No. Jaz ne vem, če imam prave informacije, ampak mogoče bo to tako malo osebno vprašanje, ampak ne vem, mislim, da ni urbani mit, ampak kdo je drug kot ne ti, da ga to vprašam, obstaja Prvina Akrapovič. Ne vem, če je bil Kawasaki, ampak je po ta zadnjem izjemno uravnotežena vožnja in touchdown dotik s prvim kolesom na zadnjo stran avtobusa, to drži? Ja, ampak to je bil Kawasaki res. Ker je bil tak motocikl, s katerim si to lahko naredil, ker naslednji motor, ki ga je moj brat imel, seveda je bil Ducati 900 SS, ki je imel pa blazno dolgo medosno razdaljo in se tudi slučajno ni dal z njim voziti po zadnjem kolesu. Je bil ta Kawasaki takrat že močno predelan in zanimivo je tudi to, no, da ko sem jaz kupil od Vinkota Jermana, sem imel 18 let star eno razbito Yamaho 250 za dirkatu MotoGP razredu in imela prvi vilc in prvega kolesa in pa sem to ročno mojemu bratu seveda dolo čraufal kolo, prvo kolo, pa prve vilce in sem da motor skupaj zložil, je bil tako mal hecen, ker imel tudi 19 sol prvo kolo in da smo še vklep naredili brez tiste šipce in tako sem šel jaz na prvo dirko v Osijek in to sem tako malo pazil in pa sem pustil, da me je Kosič prehitil, pa sem bil drugi. No. Tako da se je kar dobro to začelo in moram reči, v tistih časih je bil tudi prvenstvo jugoslovansko tako močen, da se celo vsi niso kvalificirali. Ne. In je bilo res kar zanimivo,
Dirke so bile pa dejansko po cestah, ne, to so bili razni kaudarci, ne vem, Prnjavor in take dirke, tako da je bilo tudi precej nevarno. Tak ful zanimiv pogled v tvoj mindset, ne? Ker si bil drugi, ampak si vsem rekel, da si urmo pustil, da te je prehitil, veš, da si ti. Ja, ker on je bil takrat legenda, prvak, ne, in sem rekel, meni ti tole ne bo dobro, če jaz tega le zbijem. Mislim, bi mogel kar malo riskirati, no, in potem sem bil nekako zadovoljen z drugim mestom. Vse na naslednji dirki sem pa zmagal, tako da sem imel potem manj težav. Jaz sem pa prvič v življenju zdaj slišal ta izraz Widowmaker, to ponovadi s prvim Porschejem Turbo tam povezujejo, 930, ki je prišel prvi Porsche Turbo na ceste, morate vedeti, da je bila ta, ki je Turbo zagrabil, pa se je turbina zavrtela, je bil avto zelo, bil je Widowmaker. In zdaj sem ta izraz slišal še v povezavi s Kawasakijem, tako da se nekako krog sklene. To je bil pa 750, kaj je bil pa sploh grozljivo močen motor, okvir je bil pa čista, bom rekel, poddimenzioniran, blago rečeno. No. Igor, pogrešaš kaj te čase? Ja, na nek način jih pogrešaš, ne, se najbrž veste, ne. Life begin on Friday, everything else is just waiting, ne. In ta karijera, ki je bila, ne vem, takrat nekih 12 let, ne, je bilo res zanimivo, tako kot sem rekel, stalna borba s tem, kako bi dobil denar, da bi izboljšal motor. Ampak dejansko potem nekako sem se oženil, dobil prvega otroka in motor dal v kot in začel delati, najprej predeloval motocikle, potem pa sem začel delati izpušne sisteme. Prej sem pa pri mojem očetu 6 let delal, no, v Vuzetu, tako da je bilo kar zanimivo, tudi ko sem pač šel stran od njega, pa se vrnil v Slovenijo. To so taki zanimivi spomini. Prej si omenil Hondinga gospoda, ampak tudi tvoji sodelavci povedo, da v tistih začetkih, ko je Igor Krapovič postal podjetnik, je bilo iz tebe tudi zelo težko dobiti dol delovni kombinezon, da je dolgo noč v garaži luč gorela, pa muska špilala. Ja, no, zdaj takrat, ko sem začel že izpušne sisteme delati, praktično sem jih krivil. Do leta 1999 so bili vsi izpušni sistemi, ki so bili narejeni v našem podjetju, skrivljeni od mene osebno, ne? In ko so naši sodelavci nekako šli domov, sem jaz začel pač cevi pripravljati za naslednji dan. To je bilo še 2-3 ure dela, tako da so naslednji dan lahko začeli delati zjutraj. Zdaj si zaradi položaja, na katerem si mislim, to zagotovo drži, seveda krepko oddaljen od tega procesa, ne? Ampak vseeno biti del procesa, ko nastaja izpuh, konkretno zraven, pa to, kar počneš danes, mora biti nek čist drug svet vmes. A pogrešaš proces, a si še kdaj del tega in na kakšen način, če se preklopiš procesu, ali si zgolj, ne bom rekel zgolj, ker to je najpomembnejša vloga, človek vizije in kot odločevalc neprecenljiv. Ampak a pogrešaš ta proces? Ne, absolutno pogrešam razvoj kot tak. In sem dejansko premalo udeležen v njemu in včasih tudi vidim kakšne take odklope ali pa odklone, ki mi niso preveč všeč. Sam žal ne je zdaj moje delo, bom rekel, samo še ukvarjanje z pogodbami pa z odvetniki, ne, kar nikakor ni tisto, kar si pač človek v življenju želi, ne. Ampak ko je pač podjetje tako veliko, so te zadeve res ključne, ne, kako obdržati brand, kako pač pravilno delati z vsemi partnerji, ker je to, bom rekel, v zadnjih 15 letih se izjemno zakomplicirali, predvsem iz tega razloga, ker vsi pravzaprav želijo razvoj in posledično tudi brand nam nekako spult, ne. Oni pač rečejo, da bi odkupili tudi razvoj, ne, in to pomeni na dolgi rok, če pač ti nekomu nekaj razviješ in pač to odkup ti tega ne moreš več uporabljati za sebe, ne. Tako gre podjetje lahko hiter v neko smer, ki si jo ne želiš, in potem na koncu si lahko samo še nek lone arbeit, ne. In to
to je pa zadeva, ki jo zelo, zelo pazimo. Ne. Že preden si ti prišel, smo se pogovarjali o poslu, pa tako naprej. Pa sem rekel, da te bom vprašal, kaj je v vseh teh težkih sestankih, ne dvomim, po vseh teh letih, ko je bilo, sem prepričan, tisoče pogajanj, kaj je bila stvar, ki si se jo naučil, pa bi jo mogoče bilo fajn, da bi jo vedel že prej. A veš, glede na to, da greš skozi ogenj, zato da ohraniš svoje bistvo, svoje podjetje, svoj brand, kakšen nasvet bi dal nekomu, ki je na začetku svoje poti? Ja, bom tako rekel, precej brutalen nasvet, ki sem ga dobil tam 97. na Japonskem, so mi tako zelo mirno povedali, business is war. Ne. In to se mi je zdelo tako malo grozen takrat. Ne. Ampak potem sem videl, da pač Japonci jemljajo posel, ne, kot vojno z civilnimi sredstvi. Tako je pač njihov mindset nastavljen, ampak bom rekel, da je zdaj povsod tako. Aj to govorimo z Nemci, Francozi, Kitajci, s komarkoli. Ne vem, mi tisoče ponaredkov mečemo vsak mesec dol iz carin po celi Evropi, po celem svetu in jih uničujemo. Tako da dejansko ni zelo prijetno okolje, ampak pač tako je. Sam ti bil bojevnik na asfaltu, to pomeni, da si ostal v svoji koži, da si se sam preselil vsaj na sobo. A ti je lahko, ne bom rekel, to je napačna beseda, koliko naravno ti je to, da moraš posel seveda očitno jemati kot ene vrste borba, vojno? Ja, mi smo, hvala Bogu, še rok generacija, pa s tem nimamo težav. Mogoče kakšni drugi imajo, ne, ampak v naših časih noben ni govoril, da se boji ali pa da je prestrašen ali pa kaj takega. Pač mogo si svoje narediti in se pač s temi čustvi mogoče ne toliko ukvarjati, ampak dejansko biti zelo trdo na svoji liniji. Čakaj si že zdaj. Čakam, tukaj sem. Vstani. Igor, jaz sem pozno rato podjetnik, po moje prepozno, ne? Ampak letos. Me pa še vedno določene stvari skrbijo. Kaj je bil tisti najtežji trenutek v karieri, pa najlepši trenutek v karieri? Pa koliko je bilo med njima razlike? V letih ali pa v produktih? Pa kaj je prišlo prej? Mislim, so bili lepi in zanimivi in težki. Recimo en tak prelomen trenutek je bil sigurno, ko sem pač iz tiste delavnice male v Ivančni Gorici kupil to halo na Malem Hudem, ne, in takrat seveda nisem tako, kot vsi ostali naši, vse vemo kako jih lahko imenujemo, dobil kakšnega kredita, sploh ga nisem mogel dobiti, na koncu sem ga dobil preskabajo za neko obupno, skoraj 20% obrestno mero, ne, in dal sem pač staro delavnico, novo pa še hišo od staršev na kredit in je bilo tako, rekel, zelo zanimivo. Najbrž, če bi propadel, bi oni pač naredili dober dobiček, ki so vsega skupaj, ampak jaz na srečo nisem propadel, ne, in sem to nekako speljal, ne, potem sem pa res spravil moje kolege v obup, ker leto pa pol potem sem šel na sejem v Frankfurt in sem tam pač videl mašino za proizvajati cevi in sem govoril s tem možakarjem in sva študirala, bi ta mašina lahko delala titan cevi ali ne, pa tudi on ni vedel, ker jih pravzaprav takrat noben ni proizvajal, ne. In jaz tako 6 ur sem okoli hodil in sem se pač odločil, da bom to mašino kupil in se zmenil in pridem domov v firmo, ne, in sem rekel, da sem spet potrošil 1,5 milijona mark, ne, za to mašino in potem so moji sodelavci rekli, da mi bodo prepovedali hoditi na kakršnekoli sejme, ne. S to mašino je bilo pa zelo zanimivo, ne, ker smo poskušali te cevi delati, titan se veste, zelo drag, ne, in je takole pač to mašina dolga nekih 35 metrov in leze ven in leze škart in zvite in nezavarjene, take in drugačni kosi, ne, in moram reči, da to takole na 14 dni trajali, smo bili že čist obupani, ampak na koncu smo uspeli, ne, s to mašino in ne boste verjeli, da še danes dela mašina, tule v Črnomlju
in da še danes naredi dovolj cevi za celo praktično našo proizvodnjo. Nekaj sicer, bom rekel, teh največjih cevi tudi kupimo zunaj, ampak večino pa cevi še zmeraj delamo sami. Ampak to je bila res ena taka mal nora odločitev, no, ki bi lahko šla tudi hudo narobe. Dobra roba drugačna mašina, ne? Ja, odlična je bila, odlična. Mister Travini pa Olimpija, mislim, super. Prej si omenil, da je borba super v vsejnih sobah, to smo predelali, ampak kaj si rekel, da vsak dan ali vsak teden ali na mesečni bazi se išče ponaredke in je treba v akcijo stopiti, da to, če se le da preprečiti, da ne pride na trg in tako naprej. Ampak kako dejansko zgleda ta proces? Kdo ugotovi, tole je škrt roba, kje se vklop podjetje noter in kako je to tudi vaša odgovornost in čigava še? A veš, kako sploh to zgleda? Poglejte, to je en tak proces, ki je ima eno težavo, da je omejen, da mora zelo v kratkem času, se pravi carina, ki je to ustavila, dobiti od nas, kaj je drugačno na tem produktu in zakaj je to kopija. Ne? Tako da mi imamo praktično eno osebo v podjetju, kot to stalno gleda, mi dobimo iz vseh evropskih, pa tu iz carin, pač slike, ne? In potem povemo, a je to original ali ni original. Zdaj v večini primerov ne gre za originale, gre za ponaredke. In potem to naši odvetniki pač pošljajo carini, oni to zaplenijo in uničijo, no, čistko poenostavljeno. Če pa je ta stranka ne pusti uničenja, ne, potem se moramo pa še z njo recimo ukvarjati, ampak večinoma pustijo, ker pač vejo, koliko je ura. Ne. Igor, kdo pa najbolj kopira tu? A je to zdaj fama, da so tu Kitajci, a tu zdaj že kdo drug bolj kopira? Mislim, dobro, Azija splošno, ne? Tudi druge države, ne samo Kitajska. Zdaj bom rekel tako, da se tudi na Kitajskem ta odnos intelektualne lastnine precej spreminja in da verjamem, da čez 5-6 let bodo oni tako na visokem nivoju, da bodo sami začeli preganjati tiste, ki bodo njih kopirali in jih že zdaj malo preganjajo. Tako da to je ena taka, bom rekel, en tak pozitiven signal je pa dejansko, da konkurirati, ne, Evropi pač z načinom dela, kot ga pač mi imamo, ne, bomo pa zelo težko, ne. Tako da jaz verjamem, da je bilo pač v Evropski skupnosti en kup napačnih odločitev, in da tisti, ki so jih naredili, ki sedijo tam v Bruslu, so še ostali in jih delajo še naprej, ne, nažalost. Ja, zanimivo, ko zadnjič sem za mizo govoril s predsednikom uprave francoskega Renaulta in je rekel, samo eno sporočilo imam za Evropsko komisijo, puste nas 10 do 15 mesecev v miru delati, ne spreminjajte stalno pravil, 25% mojih inženirjev se ukvarja s papirji. Kako pa je pa Krapovič s tem? Ja, tudi pri nas se je ta, bom rekel, režija, ne, na vseh področjih neskončno povečala in Evropa je čist overregulated, ne. Mi imamo ta Euro 7, pa Euro 7 plus, ne, in zdaj tako, če čist bom rekel direktno povem, če ti greš sred Milana ali pa Pariza z enim Euro 7 plus benzinskim motorjem, gre čez izpuh manj trdih delcev, kot gre v sesalni del. Ne. Se pravi, tako bi rekel, da je to nek čistilec zraka, ne, pa še jim ni dober. Ne. Kar je pa zelo slabo, je pa to, da ti avtomobili zdaj že tam 5 do 7% več goriva porabijo zaradi tega. In jaz upam, da se bodo pač na neki točki ustavili. So pa tudi druge, rekel, anomalije, ne, vsi pač veste, električni avti, vse super, ne. Mi pač delamo te drive-by teste pač glede glasnosti, mora pač ustrezati, ne. Če vzameš električen avto, pa tega testa tudi slučajno naredi, ker je preglasen, ne. In tako, mogoče bi mogli, če že ne drugega, vsaj za vse iste vatle imeti, ne. To je mogoče ena taka zanimivost. V čem je preglasen? Preglasen je motor, mašina, električni motor je glasnejši, kot je cel recimo avto, ki ima naš izpuh gor, in to je zdaj že tako tiho, da je že večji problem z gumami, z motorjem, kot pa z izpušnim sistemom.
Igor, sej mi se lahko pomirimo v tem smislu, da ogenj nikoli ne bo ugasnil v resnici. Ne? Absolutno ne. Se zdaj, če gledamo pri motociklih, teh težav tako ni, ker se smatrajo za nizkoogljične, zato ker pač se samo ena oseba voz in so izvzeti iz teh, bom rekel, regulativ. Pri avtomobilih se pa tako malo skozi zadnja vrata spravili ta sintetična goriva. Ne? In zdaj, če gledamo, da ne vem, bencin stane 1,7 evrov, sintetika bo stala pa tam nekih 4,5 evra liter, ne? Da moramo vedeti, da za nekoga, ki ima Ferrari ali pa Lambot ali pa ne vem, Porscheja, ne? Njemu pa, če bo dal 150-170 evrov za en rezervar, bo dal pa 300, se zaradi tega ne bo kaj preveč vznemirjal. Bomo imeli pa en kup enih ljudi, ki se bodo tam po polnilnicah matrali za svojimi avtomobili. Zdaj, če bo elektrike ne bomo imeli, tako kot kaže, pač mi. Jaz sem tudi en od teh pobudnikov gradnje nove jedrske, ampak s tako brzino, kot se to dogaja, pač jaz ne vidim kakšne svetle budočnosti. Zdaj, če gremo pa reči, da bomo rabili leta 2050 še enkrat več elektrike, kot jo potrebujemo danes, in to je zaradi električnih avtomobilov, toplotnih črpalk, pa tudi zaradi AI-ja, pa res ne vem, kako mislimo to doseči, razen da nam tako vehementno povejo, bomo pa uvažali. Ne? In zdaj biti uvozno odvisen, pa vemo, ne? To je, če nimaš ti svoje hrane, če nimaš energije, potem pač lahko plačuješ elektriko, tako kot smo jo mi, ne vem, mi smo jo plačevali 50 evrov za megavat, pa je bila pa 800. In smo jo pač plačevali, ne? To je pa pač uvozna odvisnost. Ne? Tega si ne bi želeli še enkrat doživeti, ampak lahko pa bomo. V tvojem podjetju je megavat poskočil iz 50 na 800. Temu se reče uvozna odvisnost, ne? In to je cena na trgu. Tako malo človek brez besed ostane. Ne? Ja, veste, mi smo, če nas je kdo z elektriko spraševal, ne vem, pri 170 milijonih prometa, takrat smo dali 500,000 evrov za elektriko, sploh noben se ni s tem ukvarjal, ne? Pa je bilo pa kar naenkrat 4-5 milijonov, ne? Ta ista elektrika. Pa smo se pa zelo ukvarjali s tem. Bi rekel, ja. Tako, ne, pač, to so vse neke nepredvidljive zadeve, že tako imamo nepredvidljivo državo, ne? Potem pa še take stvari pridajo, ampak mi smo dejansko zelo majhen potrošnik elektrike, pa nam je, tako kot sem rekel, v ceni produkta zanemarljiva. Zdaj, večje proizvodne, ala Talum, ne? Talum je bil 7% slovenske elektrike, so pa zaprli, ne? In so rekli, super, evo, zdaj pa tako vam porabimo, ne? In zdaj kupujemo to iz Kitajske, to aluminij, in ga prepeljamo z ladjami in pač to je to. Jaz sem lani delal s Talumom, ena anekdota, ne? Ker so oni ful prešparali na elektriki, ne? Pa so rekli, zdaj smo pa to dali outsourcati, pa že pride k nam aluminij, ne? Pa sem pa rekel, zdaj smo v Evropi zaradi tega malo čistejši ali pa v Sloveniji, ne? Pa so rekli, ja, no to je v bistvu neuradno, ne? Ampak so rekli, oni so v zrak izpustili, bom rekel, 10 enot v luft, ne? Nekih škodljivih emisij, ne? Kitajci jih pa zato, da naredijo isto stvar, ampak z malo bolj zastarelo tehnologijo krat 8, ne? Mi se pa obnašamo, kada je med Evropo pa Kitajsko paropropustna tale folija, pa da a veš, posod to je isti luft. A pa še na ladjo treba na tovoriti. Ja, seveda. Tovorna ladja, ne vem, če veste, taka malo večja, 200,000 litrov mazuta na dan potroši in 2-3 tone žvepla zabriše v zrak, ne, tako da to je res bajno, ne, te strokovnjaki, ki sedijo tam v Bruslu, se ukvarjajo z zadevami, dejansko delajo veliko škode. No. So pa zeleno klukso naredili, ne? Ja. Mislim, da smo najdeli najtežjo stvar v karieri, uvozno odvisnost, ne, v karieri Igorja Krapoviča. Podjetniški. Ja, jaz sem ljubitelj insourcinga, ne? In tudi dostkrat, ko se tako pogovarjamo, ne, pač veliko tujih podjetij nabavlja pač, kjer je cenejš, ne? In potem začnejo nabavljati iz, ne vem, Indije, Kitajske in vse posod, ne? Na dolgi rok pa zgubijo znanje, ne? In jaz pač raj vse delam v podjetju in vem, kaj smo naredili, na kakšen način smo naredili.
Zdaj, če pa gledamo te velike korporacije, pa v bistvu njihovi nabavniki hodijo okoli in poskušajo čim ceneje dobiti zadeve, in na koncu pa izgubijo tudi znanje. In če vam povem, da je recimo trenutno v Evropi 58% intelektualne lastnine v rokah dobaviteljev, ne proizvajalcev avtomobilov, dobaviteljev, je to tisti problem, na katerega so zdaj vsi evropski, bom rekel, proizvajalci skočili in ne probajo to spult, medtem ko je na kitajski strani ravno obratno, da imajo 70% proizvajalci avtomobilov intelektualne lastnine. Klej, mogoče je ena zanimiva anekdota, vam jo povem. Mogoče se bo Igor spomnil, mogoče ne. Bilo je že kar nekaj časa nazaj v Ženevi. Jaz pa Ciril, takrat še razmeroma mlada novinarja. Ono pa reže, da okrzaj. Ja. Sva stopila pred Igorja pa švedskega lorda hitrosti Koenigsegga, Kristjana. In sem jaz mikrofon vzel ven, Ciril je kamero prijel in sva stopila pred njih nenapovedano. Mačkam sta hecno pogledala. Jaz se danes vam opravičujem za to obeba, ampak bil pa eden najboljših intervjujev in se spomnim, ko je Kristjan rekel, jaz sem prišel v Krapovič, vsa podjetja, ki so nekaj pomenila, pri tehniki sem obdelal, ker sem hotel en poseben izpušni kolektor za svoj novi športni avto. Vse posod so rekli, ne, to je prekomplicirano, to se ne da prijeti. Pa sem pa stopil do Igorja, pa smo sedeli 1 uro pa pol, pa je rekel, ja, čez 3 mesece bomo pa že imeli kaj za pokazati. Toliko o tem, ko Igor govori, da je stvari imeti dobro doma pod kontrolo, pa doma razvijati stvari. Ampak odstotkov pa niste, seveda, predvidevam, da niste na 100%, bom rekel, ker smo govorili prej o porazdelitvi, ne, od kje prihaja znanje. Ampak koliko visok pa ste, ko se razvija vaš produkt? Kaj se outsourca še sploh, čekaj? Praktično zelo malo. Vzmeti, nalepke, pa kakšne take zadeve. Pa dajemo kakšne, bom rekel, preproste zadeve, ne vem, stružati ali pa obdelovati, pa tudi kakšna orodja damo ven delati, ki jih pač naša orodjarna ne more narediti. Ostalo pa delamo praktično vse in tudi recimo razvoj materijala titana, tazga kot je, delamo s Kobe pa z Nippon Steelom in oni nas uporabljajo kot referenčni laboratorij za razvoj visokotemperaturnih titanovih legur. Tako da imamo res zelo dober in zelo tesno sodelovanje z njimi, tako da ja, vse v hiši. Tudi vašo novo tovarno je žena zasnovala, če vam je spravo informacija, tvoja žena je arhitektka, tudi merch nastane doma, se pravi vse majice, take stvari. Ja, moja žena arhitekt in ona je pač zasnovala bom rekel, stavbe v Ivančni Gorici, poleg tega je pa kreativni direktor bila ves čas, kar se tiče merchandisinga in pač vse te sejme, vse revije, bom rekel, naše publikacije. To je pa pod njenim budnim očesom, ona pa mogoče včasih še bolj natančna, kot jaz, to pa moram priznati. Šarf. Čakaj, zdaj te moram pa jaz ustati. Ferbec me matra, ker smo prej govorili po naredkih, pa sem ful hotel še to noter stisati, pa ne bom tega spustil. Atmosferc bi na vsak način Reta Krapoviča ponaredil. Oranžen logotip, malo drugače obravnavam pa Aprakovič. To bo si bo kakšen Kitajec mislil. Ne, zanima me, če pridejo, a ste že kdaj, verjamem, da se nimate časa s tem ukvarjati, ampak a vas zdaj Ferbec matra, kako dobri pa so dejansko ponaredki na mizi? A ste kdaj preizkus to, koliko daleč je konkurenca, tista ta nelojalna? No, mi te produkte dobimo doskrat iz carin, zelo različne, in jih tudi malo potestiramo. Eni so res katastrofalno, Bog pomagi, narejeni, tako da je kar namesto karbona tapeta okoli, potem če se ne par ur razgori, to je recimo tak, bom rekel, čist totalni odklon. Kakšni pa so recimo narejeni še kar, bi rekel, no, brez detajlov, noter, tisto, kar se ne vidi, je sploh slabo, ne. Ampak ja, tudi materialni tak, bi mogel biti, no. Tako da za kakšne zelo poceni motorje, zdaj, če kdo hoče, pa si kup v redu, ne.
ni največji problem, tudi če si, ne vem, v Evropi pripele, pa ne vem, zmontira gor, ne. Večji problem je, če on to nekomu naprej proda, ne. Ker potem pa mi dobimo warranty claim in tam eno besno stranko, ki začne se razburjati in kaj je vse narobe. In vse veste, ne, tak slab glas zelo hitro pride, ne, in predmo ti razložiš, da to sploh ni original in pač, da ni to ta prav produkt, zna biti včasih malo kompliciran. Prebral sem, da je vse drži 1800 zaposlenih, give or take, pa 80 držav po svetu. Ja, zdaj nas je malo manj, država je pa nekaj več, tako da bom rekel, no, da zdaj so pač mečkan taki časi zadnje 2-3 leta, da smo zelo previdni v zaposlovanju, ker je ogromno enih, bom rekel, stvari, ki so nepredvidljive. Zdaj, če gledamo motorističen del, je šel kar mečkan dol, ne? Je pa zanimivo, da je šel avtomobilističen del kar precej gor. In da je vse skupaj se ravno obratno dogaja, kot bi kdorkoli predvideval. Moramo vedeti, da ta pač motoristični del, to je nek srednji razred, ne? Ki nima potencialno zelo veliko denarja, ne? Ima denar, ampak ne zelo veliko. Medtem pa zdaj spet po drugi strani te, ki kupujejo drage avtomobile, te pa teh težav nimajo, ne? Tako da trg je malo se spremenil. Kot zaprisežen motorist, tvoj izdelek na motorju ali pa tvoj izdelek na avtomobilu, kje ti da več, bom rekel, tistega tvojega žara? Pa da vidim, kako se boš zdaj izvil iz tega. Kje bolj uživaš? Ja, ne, zdaj lahko rečem, da tudi na avtomobilu, kar uživam, ne, če naredimo res nekaj tazga, kar si želimo, ima tudi ustrezen zvok in je zelo velika razlika. Na motociklu pa sploh ne, tega smo že tako malo bolj navajeni, ne. Avti so pa tudi do neke mere kar kompleksni, ne. Sploh, če sodelujemo še z tovarno zraven. Recimo, če delamo mi za naš aftermarket, pač razvijamo, naredimo, ne. Zdaj, če pa imaš na drugi strani, ne vem, Lamborghini ali pa kogarkoli, ali pa, ne vem, Bentleyja, ne, potem so pa stvari še precej bolj, bom rekel, komplicirane, velike interakcije, preden prideš do res tistega, kar si mi in oni želimo, ne. Tako da to je zanimivo, ker se tudi veliko naučimo iz tega, ne. Igor, kaj pa je težje v resnici iz vidika razvojnega podjetja, kot tudi Akrapovič je? Ne govorim samo kot razvojno podjetje A kategorije, da vi tudi rešitev predlagate določeni avtomobilski znamki oziroma tovarni. Ampak čist iz tvojega osebnega vidika me zanima, kaj ti je bilo vedno boljš narediti ali pa v čem si vedno bolj užival, da si opremil, naprimer, tovarniški dirkalnik z neko čist tehnologijo, ki nikoli ne bo postala serijska tehnologija, ali da si opremil celo serijo Porscheov, naprimer? No, sigurno je tukaj izstopa MotoGP, no. Ker tukaj se, bom rekel, dnevno razvija in testira in poskuša narediti izboljšave, bom rekel, v zelo različnih smerih, ne, ker ni zdaj, ljudje si mogoče predstavljajo, da rabiš motor, da ima več konjev, pa je to, ne. Ampak temu ni čisto tako, ne. Tukaj je ogromno enih vplivov, ne, dejansko od tega, kako se motor pravzaprav odziva na odprtje ročice za plin, do poteka cele krivulje, potem imamo recimo partial gas, da nimaš poln gas odprt. Ogromno enega razvoja, ne, in potem to mi testiramo, za nami pa testirajo recimo testni vozniki od ekip in potem to evaluirajo in zna se zgodi tudi včasih, no, da sta pač v isti ekipi, ne, vozila dva dirkača različne izpušne sisteme. Odvisno od njihovih preferenc, od načina vožnje. Pa tudi tako lahko rečem, da so eni zelo dobri vozniki, hitri, pa niso dobri testerji, ne. Da so pa drugi mogoče ne toliko hitri, ampak da imajo pa izjemen občutek
za nastaviti motor, pač za povedati razliko o vsaki komponenti, ki jo zmontirajo gor. Kaj pa ti? A ti se še rad usedeš na motor? Ja, jaz odkar sem imel poškodbo noge, že kar nekaj časa nazaj, sem imel 5 operacij na kolenu in takrat naprej imam nek tak ne najboljši občutek na motociklu, tako da se bolj z avtom vozim. Pa zdaj smo že malo starejši, tako da ja, te zlati časi so nekako minili. In včasih me res zamika, ampak nisem več v tem. A je kakšen specifičen cilj, ki si ga zastavil, ali pa neka stvar, ki se ti mogoče v poslovnem smislu, ali pa mogoče lahko tržišče, nekaj, kar si zadal, pa ti ni uspelo, a si ti kakšna stvar izmika, pa da ti gre to malo na jedra? Mislim, veliko stvari se je izmikalo. Mi smo v Ducati probali prije 12 let, pa smo na koncu prišli, ne. Smo bili trmasti, ne, tako da ni enostavno, ne. Zdaj sploh, če imaš, bom rekel, neko tako močno zgodovinsko navezo, kot so jo imeli oni, ne. Ampak s tem je treba živeti, biti vztrajen in potem enkrat slejko prideš noter, ne. Tako da cel življenje lovimo pač neke zadeve, ki bi jih želeli, pa nam še niso uspele. Prej si tako mimogrede navrgel, da se lotevaš tudi audio platforme, se pravi razvoj vrhunskih audio komponent. A lahko že kaj o tem povemo, še ne smemo reči? Ja, absolutno lahko. No, imam z kolegom Laknerjem Andrejem, ki je glavni inženir, pa Igorjem Kantetom imamo podjetje in delamo ojačevalce in predojačevalce tako zelo na visokem nivoju. In smo bili tudi že 2krat na sejmu v Münchnu, letos, mislim, drugo leto gremo na Dunaj, ki bo zdaj ta sejem predstavljen. To je tako moj hobi. Audiofilija je bila zmeraj že od moje mladosti, nekako moja druga ljubezen. In ja, mislim, da imamo zelo dobre komponente, ene boljših na svetu. Moje naslednje vprašanje je bil, kaj te vznemirja v tem smislu poslovnem, ne? Pa smo zdaj zelo hitro dobili odgovor. Ne? Mislim, da v enem trenutku služba postane služba z vsemi izzivi v red, ampak pozitivno vznemirjenje je pa tisto, ki te drive naprej in to se pravi, zdaj smo tle v audio svet prišli, a to drži? Ja, zvok. Ne, brez zvoka ni življenja. Pa imamo naslov za podcast. Pa imamo naslov za podcast. Ja, to pač ko je, ne. Ni življenja, ni emocij, ne. To je dejstvo, ne. Če si v električnem avto sedeš, kakšne emocije pa imaš. Kaj pa če bodo nota Krapovič zvočniki? Ja, zdaj bomo pa prišli malo v komplicirane vode, ne. Zdaj, če hočemo mi en tak zvok narediti, kot bi ga želeli, ne, potem bi ta, bom rekel, frštrkariga po domače, ki bi jo rabo za to, porabila precejšen del tiste energije, ki je vgrajena v avto, ne. Če rabiš basovce, morajo biti veliki, rabijo veliko vatov in tako da to ni čisto popolnoma enostavno, ne. Se pravi, če bo hotel električni avto res tako pet, kot zna en dobro ozvočen atmosferc, bo mogla biti baterija še večja. Prvič bo zvočnik bo še težje, ne, in na koncu bo sam sebe ubil, ne, ker se že zdaj vidimo, da imajo avti 2 tone pa pol, ne, in ne vem, če veste, da recimo v Londonu imajo grozne probleme, tam je, ne vem, 60,000 garaž starih narejenih še za minije, ne, ki si ti pripeleš 2 tone pa pol težkim električnim avtom in se malo pač bojijo, da se bo to en dan vse skupaj začeli podirati, ne. Tako da te stvari so, rekel, tudi z tega vidika problematične, ne. Igor, a boš ti kdaj odprl, jaz sem v srečo, jaz sem videl okolico Igorjeve pisarne in tam so motošportne relikvije, tam je toliko čustev na teh kvadratih, tam je toliko strojne lepote, tam je toliko zvoka v tišini, pa jih slišiš, ne, ko pogledaš une motorje, jaz vidim une ovinke, jih slišim. A bo kdaj kakšen Krapovičev muzej? Ja, lahko rečem, da to, kar se vidi, je kakšna mogoče tretjina te zbirke, ki jo imamo, ne. In najbrž bo, ne, samo treba si bo nekako vzeti čas, pa to vse skupaj pripraviti, kar pa ni enostavno. Če hočeš imeti to na visokem nivoju, to ni niti poceni.
niti hitro ne moš narediti. In zdaj le trenutno časi, kakršni so, ne, tako kot sem rekel, niso, da bi človek investiral tako kar tako, ne, ampak je treba res vsako stvar zelo premisliti. Iz vseh tvojih izgovorenih stavkov se mi zdi, da so kar prepojeni z eno tako zelo močnim občutkom načelnosti. Ne? Pa sem že kdaj slišal kakšnega novinarja, ki te je vprašal, kako je pa delati, ne vem, z Japonci, pa z Nemci, pa kakšne so razlike v mentaliteti. Pa tako, mene pa zdaj zanima kontra. Ne? Kako je pa z vsemi podjetji, ki jih ni malo, kako je pa delati z Igorjem Akrapovičem, v smislu, boriti se moraš za brand, za uspeh. Kako sebe smatraš kot podjetnika, si nepopustljiv, je težko s tabo delati? No? Kakšen šef si, čisto po domače? Ne bi rekel, da sem res preveč ali pa zelo nepopustljiv. Jaz vsakmu dam svojo priložnost, ne? In tudi kar veliko potrpim. Ampak potem na neki točki, ko ugotovim, da pač zadeva ne gre, pa to tudi zaključam. Ne? A se ti zdi, da si dober pedagog, da znaš dobro zračunati človeka? Ne bom se pohvalil, da sem ravno najboljši. Naredil sem preveč napak, da bi dejansko to lahko trdil, ampak sem pa nek sistem si uvedel, da se, bom rekel, vsak pokaže sam, kakšen je, in ko se pokaže, potem tudi vidiš, kakšen je človek. Ali pa bom vprašal drugače. Mi Slovenci se radi pohvalimo, kako smo umrljivi, pa kako nam je vedno mar. Pa tudi v svoji karieri sem doživel, da so pa tudi ljudje že stali pred tretjo, pa čakali, da bo tista 15:00 odbila, pa da kartico prisloniš. Ko bi nas ti Slovenci opisal, a smo res tako umrljivi, a smo res tako podjetni, smo narod tehniške kulture, smo narod dela? Jaz mislim, da je to v zadnjih letih kar malo zamrl. Bom rekel, ta zagnanost, ne vem čisto točno zakaj, je to šolski sistem, ki sem dejansko tudi vzel, oni so bili vzgojno-izobraževalni zavod, ne zdaj pa samo še izobraževalni, in ta vzgoja jim vsekakor vidim manjka. Ne. Ta izjemno permisivna vzgoja je vsekakor škodljiva. Ne. Tako da zdaj mladi, ki pridejo, ne pove, kaj zna, ali pa da bi te prepričal, kaj on bi lahko vse naredil, ampak te najprej vprašal o vseh mogoče, koliko bo imel denarja, koliko bo imel dopuste, koliko bo imel porodniške, mislim, ne. In vse take stvari, in se ti tako malo hecen zdi, ne, pa mu pa rečeš, ne, daj prines mi tam, ne vem, en ključ za M6 japonski, ne, pa prideš šopom ključem in ne, se malo čudaš, ne, vidiš, da nekih osnovnih znanj ni, ne, tudi ljudje, ki so fakulteto naredili, mislim, nekaterih sigurno imajo, ne. Recimo v Gradcu imajo bistveno več prakse, bistveno več znanja, tam so 2 fakultete, ki ga pridobijo, ne, in tem se mi zdi, da tudi ta odnos, no, da pri nam se je poslabšal. Jaz lahko rečem, ko smo mi, bom rekel, začeli delati v podjetju, to je bilo, rekel, tako izjemno, ne, Ben je šel domov, ne vem, ob 2:00, da mu z rok padli, pa bi rekel, zdaj pa konce. Mislim, vsak je počakal, da je svoje naredil, pa je šel, ne, in niso vsi čez vrata leteli. Zdaj pač je, firma je velika, ne, kultura je malo drugačna in dejansko je produktivnost načeloma slabša, ne. Če vam povem, da smo imeli leta 2006 enako dodano vrednost, kot na zaposlenega, kot danes, ne, pol pa se boste bolj zamislili lahko, ne. A pa se to da spremeniti? Kaj moramo narediti? Poglejte, tle en kup enih zadev. Imamo tam 8, 9, 10% bolniških. Mislim, mi smo imeli včasih 4, 5, kaj tazga, ne. Mislim, ogromno je enih zadev, ki pač ne vem, ljudje ne razumejo, da pač ne moreš deliti nečesa, če ni, ne. Ampak po drugi strani imamo mi neko srečo, da smo v taki branži, jaz zmeri pravim, ne, da pač kakorkoli bodo to poslabševali, ne, smo mi še zmeri tako v dobri situaciji, da bomo to zadnji propadli, po domač povedati, ne. Ampak s tem se ni zato lažati, ne, ker jaz mislim, ne samo za nas, za Slovence, za celo Evropo prihajajo težki časi in mi se bomo mogli na njih pripraviti, ne.
nima pa tega občutka, da se ljudje tega zavedajo. Ja, tako pa. Koliko dni na leto si v Sloveniji, koliko si pa kaj naokrog? Ja, jaz sem bistveno manj zdaj potujem, kot sem včasih. Včasih smo bili stalno po dirkah, pa tudi po sejmih, tako da zdaj tega bistveno manj. Na sejem še greš? Ja, na sejem pa še grem, ja. Ampak zmeraj moram pol ravno točno tisti dan po tem tržnem dnevu že pobegati, ker imam tle v Sloveniji neke dogodke. Preveč je teh drugih zadev, s katerimi sem okupiran, ki mi mogoče malo veliko časa jemljajo, tako da tudi včasih pol malo razmišljaš, a je to sploh, a je to potrebno, a se to splača, ne, ampak poskušamo še kakšne druge stvari narediti, kot recimo ta iniciativa za jedrsko ali pa v klubu slovenskih podjetnikov poskušamo, ne vem, če veste, jaz se že 12 let ukvarjam s tem, kako bi lahko sodelavcem razdelil do 1/3 dobička, ponder bi bila pa recimo plača. In moram reči, da smo bili zdaj že 2 leti nazaj z ministrom Hanom zelo blizu. Tudi sindikati so bili za, minister Boštjančič je to ustavil in ne vem, 14 dni nazaj smo imeli spet sestanek okoli tega. Ne vem sicer, kakšna je racional, da stalno govorijo, da smo kapitalisti, da izkoriščamo, ne? Potem se pa zamislimo, da bi dali 1/3 dobička zaposlenim, pa niso za to, ne? Tako da to so tudi neke zelo zanimive zadeve. Boj z mlin na veter. Ja. Mogoče bo mogel minister Boštjančič zdaj švas aparat v roke prijetne. Pa bo drugačen pogled na to, kaj je prav, pa kaj ne. Jaz ne bi šel rad preveč v politiko, tudi zato, ker sem avtomobilski novinar, ker verjetno, če bi politiko spremljal, mogoče mi ti ne bi bilo več sigurno, da na ne, svetu. Sigurno. To je smrtno nevarno. Je res? Ja, je. Jaz sem bil na parih sestankih in vam povem, da ni dober. Bi čisto rekel. Tako pritisk pa to, ne. Zaslutiš med vrsticami agendo in vse ostalo, kar vpliva na odločitve. Ja, in ne veš, kaj bi ne, pa že tako zdravje dvigne, ker se včasih res počutiš kot državljan, pa hočeš biti aktivni državljan, se počutiš malo nemočno, ne. Predvsem, ko gledaš mogoče napake, pa se jaz ne spoznam toliko na poslovodenje. Nimam tega občutka, da bi Jure Gregorčič lahko prišel nekam pa državo Slovenijo vodil, ampak je pa neka zdrava kmečka pamet, ne, ker ne vem, ko smo delali hišo, ne vem, moja hiša se ni za 50% podražila, ker drugače bi se mi zmešalo. Ne vem, kako se lahko en tunel podraži za 50%. No, za 50 je še dober, to je v redu. Vse se ponavadi za 100, ne. Ta Šentvice za 100 ali za nekaj tazga. Nekaj tazga, vidite, kako sem se razburil, zato avte vozim raj. No. Jaz sem hotel prej vprašati, če je posel na prvem mestu, pa strast z audijom na drugem, kaj na tretjem, pa smo zdaj kar naenkrat zvedeli, ker se mi zdi, da je en neverjeten žar iz tebe veje, ko govoriš o tem, kam gre država in zakaj se zauzemaš. Za jedrsko energijo, za to, da bi lahko izboljšal nekatere pogoje, ampak vedno znova naletiš na nekaj, kar mogoče gre v kontrasmer. A te to frustrira, glede na to, da s precej emocijami govoriš o tem? Ja, absolutno me frustrira, ne. Pa ne zaradi mene, ne, ker jaz pač svoje naredil, ne. Ampak imam pa 6 vnukov, ne. Me pa zaradi njih pa zelo frustrira. Oni so mladi, zagnani in bojim se, da bodo na koncu šli. Tisti, ki bodo sposobni, ki bodo šolani, bodo tako kot veliko naših, bom rekel, državljanov, pač odšli iz te države. Kako pa vidiš svet svojih vnukov čez 30, 40, 50 let, če bo šlo tako naprej? Ja, vse to je tisto, kar me skrbi, no, dejansko. Mislim, zdaj, če že pogledamo sam na Hrvaško, imajo bistveno boljše pogoje kot mi, ne. Pa tudi bistveno bolj proaktivni so, ne. Mi se v tej jedrski pogovarjamo že ne vem koliko časa, tam je pa, ne vem, na hrvaški strani so pa 2 meseca pa pol nazaj imenovali komisijo, pač osebno poznam ljudi, ki jo vodijo in bodo pač raziskali vse možne opcije, šli bodo pogledati tudi, ne vem, od Bill Gatesa TerraPower,
elektrarno in se bodo odločili, imajo 2 lokacije že, ki so še z Ranke Jugoslavije pripravljene, so bili že geodetske študije narejene in jaz se zelo bojim, da jih bojo prej naredili kot mi. Pa smo pa že prvo vozili elektrike, pa vsega ostalega. Ja, ne, a ni super. Vidiš, zdaj se je pa naredil podcast. Matrix. Ne. Zdaj pa Ej, a lahko v to čorbo zdaj vržemo še umetno inteligenco, pa tvoj odnos? Razumem, da je mogoče nujno potrebna za optimiziranje nekaterih procesov, pa da je lahko zelo blagodejno vpliva na to, ampak a imaš neko mnenje izdelano na splošno, kam se stvari premikajo, tudi v povezavi s tem, kaj se bo zgodilo z delom, službami in tako naprej? Ja, lejte, ta odgovor je zelo večplasten. AI ti pač da to, kar zna, ne? To, kar zna človeštvo, ne? Kakšnih novih idej ali pa kaj tazga ni sposoben sproducirati. Najbrž bo kar olajšal veliko, bom rekel, enih procesov. Jaz upam, da bodo tudi v javni upravi ga začeli uporabljati. Za njih me najmanj skrbi. Ja, no, recimo, ne, da se bo pač zmanjšal, bom rekel, ta javni sektor, ki vemo, da je zrastel za krat 2 v zadnjih 30 letih, ne. In potem smo mi seveda čedalje bolj obdavčeni, zato ker je tako breme, ne. Ampak po drugi strani ne, me pa skrbi, ne, ker ravno te ljudje, ki po Sloveniji ne bi dajali ideje, ne, kaj znajo, pač odhaja ven. Ne. BA je nam tukaj na Voke dosti pomagal. Bom rekel, invencija, ne, inovacija, to ni nekaj, kar ti bo AI dal. To je pač nadgradnja, ki jo pač lahko nek sposoben inženir ali pa kdorkoli, recimo, izmisli, ne, in to razvije. Ne. Glede umetne inteligence imam pač svoje poglede in mislim, da ne bo ravno toliko prevzela, kot si mogoče mislimo. Sploh v nekaterih področjih. A imaš kdaj, glede na to, da si precej izpostavljen, pa si rekel, da si svoje že naredil, ali pa a imaš kdaj s temi svojimi mnenji, ki se mi zdi, da krasno, da se postavljaš za ene stvari, ki se marsikdo ne bi želel izpostaviti, a se bojiš kritike oziroma a čutiš ostro kontro, glede na to, kar si zdaj povedal, za kar se vse zavzemaš. A te to kaj sploh prezadane oziroma tangira na kakršenkoli način? To je čisto enostavno. Pogledaj, treba človeka, ki ti daje kritiko, ne? In ko vidiš, kdo je na drugi strani, pa če je upravičena ali ni upravičena, ne? In zdaj večinoma teh kritik, ki jih takole dobivaš, ne, pač si rečeš, kaj so pa te ljudje naredili v življenju, ne. Mislim, kakšne so njihove reference, ne? In potem, ne vem, če pogledaš tudi malo naš parlament, pač dobiš pač svoje mnenje, ne. Tako je to. Odlično. Jure, neki odsoten pogled imaš, kje si? ne, A depresiven, blago depresiven. ful sem se veselil tega podcasta, zdaj me pa čez dalje bolj skrbi. Jaz moram iti nazaj na cesto. Igor, prosti, ampak jaz moram iti nazaj na cesto, da res ne bom šel frustriran domov. Imam pa iste pomisleke. In tudi vidim, ko imamo kakšne poti v tujino, da iz držav, ki smo se nekoč mogoče posmehovali, se zdaj že lahko učimo v marsikerih pogledih. Ampak dajmo se svetlo zazrti v našo zastavo pa grb. Kljub temu smo narod tehniške kulture. Kdo zdaj takoj pri Krapoviču dobi službo? Kakšen kader se išče? Ja, zelo različno. Ne? Mislim, zmeraj iščemo kvalitetne inženirje. To absolutno, razvojnike. Mislim, lahko bi pogledal, ampak res veliko je teh profilov, odlični se pa povsod rabijo. Ej, kaj vsega konc večer, pa imaš mogoče kakšno urco, ali pa nimaš, se ne vem. A kdaj? A greš daj na YouTube, pa kaj malo za svoje veselje, kaj poiščeš zanimivega? Ja, tudi, ne, odvisno. Mislim, če imam kaj časa, pogledam, drugače pa raje muziko poslušam, kaj me bolj sprošča, kot bom rekel, kakšne vsebine, ki te potem
na koncu bolj zdeprimirajo, kot bi želel. Pa smo šli spet na dol. A Igor, muziko poslušaš tako s slušalkami ali na... Ne, to mora biti zvočniki, to je orang, se veš, ne, da pri MotoGP je 130 decibelov per 5000 obratih in mi, rock generacija, tudi kakšen zvočnik skurmo, no, tako po domač povedan. Lahko je eno zelo osebno vprašanje. Ja, z lahkoto. Ker imamo zdaj 5 strojev, ki najlepše zapojejo, tako, ki imajo Krapoviča gor. A bi dal 5? Lahko tudi 3. Lahko tudi 3, lahko tudi 10, jaz imam čas. Zdaj bom tako rekel, ne, te stroji, kako pojejo, ne vem, 6, 7, 8 let nazaj, ki ni bilo Euro 7 plus, pa so bili prejšnji evri, je bilo predvsej boljše. Zdaj se pa borimo z vsakim decibelom in jaz osebno nisem tako zelo zadovoljen, kot bi lahko bil, ne? Ampak pač, če hočeš imeti zadevo homologirano, je pač to edina pot. In se treba res boriti, da dobiš sploh nekaj, kar je primerno, kar lahko rečeš, da je Krapovič sound. Medtem, ko imam pa, ne vem, od moje žene Audi TT, 400 konjev, 5 cilindrov, to ima fenomenalen zvok, to trga in cel dan bi ga poslušal, ne. Ampak žal. Ta motor že je počasno smetišče zgodovine. Žal, Ne, ta motor nikoli ne bo umrl. Veš, da so pri Kupri so rekli, da ga bojo še malo nazaj pripeljala, veš to? Jaz mislim, da ga bodo še kje drugje. To je bil pa zdaj le skup. Točen vem. Hotel sem sam reči skup, definicija te besede je to, da smo zvedli nekaj, kar mogoče niti ne bi smeli. Še kakšen športni avto bo nazaj prišel. No, tako da je. A tako? Ja, ne moram zdaj povedati, ampak pač tako je. Ampak ne električno, nič bat. Ja. Vse imamo Slovenci, imamo dr. Kormana, recimo imamo Pravdijo, ki smo ga imeli, on je odgovoren za nadaljni razvoj motorjev za notranje izgorevanje. Kaj je on na Madžarskem otvarjal? Ja, on je tudi rekel, da nam obljublja, da bo ogenj nad vali še ne bo umrl. Ne? Še ena stvar me zanima. Gremo malo stran s ceste, pa se smo počasi že pri koncu, ampak veš kaj, glede na to, da tvoj življenjski slog, si rekel, da si ga umiril, da manj potuješ, ampak vseeno, se mi zdi, da vseeno to zahteva nek napor. Kako pa poskrbiš za svojo psihofizično kondicijo? Kaj počneš, da ostaneš zdrav? Preslabo. Res? Ja, premalo. Mogo bi več trenirati, več migati, se živo. A greš samo na špancer? Ja, ne, če me zagrab, tako pa imam slabo vest, potem grem tudi v fitness, pa tako, ampak to preveč redko, ne, tako da to bi mogel človek se bolj samodisciplinirati, ne. Je pa res, da dejansko tako, ko priješ malo utrujen domov, ne, nekaj poješ, pa se ti pol več kot toliko ne da, ne, in to je, bom rekel, težava, ne. Sploh pa pri mojih letih je treba kar veliko narediti, če hočeš kakšen efekt imeti, ne. Všeč mi je, kam gre ta pogovor. Pri kulinariki smo se zdaj za hip ustavili, ki si rekel, da kaj zvečer poješ. Na katerem kontinentu si najbolj jedel? A imaš najljubšo restauracijo, najljubšo hrano? Kaj takšnega? Ne, mislim, ja, v Italiji mislim, da kar najboljša hrana, ali pa nekako meni najbolj na kožo pisana, no. Italijanska hrana, vsekakor. Tako da moja hrana, prav moja žena, da je tako malo grozna, ker jem kar dosti veliko mesa, no, pa sem pa kaj tudi kakšne sladice, ne, zelenjavo pa te zadeve sem pa spustil. To je zato kot Dan Lenart, ki je rekel, da voda je za motorje hladiti, zelenjava pa tudi ni za pojesti. Sem rekel, da boš kozarc vode, smo bili znaš na večeri. To je pa za avto, to pa ni za človeka, jaz bom viski. Ja. Dobro, dajmo reči, da smo približno pri koncu. Ena debela ura se je obrnila. Klasično atmosfersko vprašanje ti bo pa Jure postavil. Ne, še prej moram jaz eno osebno stvar, Igor, ti povedati. Jaz bi se ti kot avtomobilski novinar rad zahvalil za vse, kar si naredil za slovensko gospodarstvo, kar nekaj je promptno in tu ne bo mogel noben več nikoli vzeti, noben ponarediti.
blagovna znamka Krapovič, kamorkoli prideš, če ne vejo, kje je Slovenija, vejo, da je Krapovič iz Slovenije. In to se ti res zahvaljujem. Poleg tega pa ta passion, ko ljudje govorijo tudi o tvojih ekipah, o tvojih svetovnih prvakih. In res vse iskrene čestitke, pa upam, da Krapovič zavedno ostane slovenski. Ja, upajmo. Jaz lahko samo upam. Sam nikoli se pa ne ve, a veste. Situacija taka, kaj je danes v Sloveniji, me včasih ne navdaja tako z prevelikim optimizmom. Vprašanje? Pa da je za foro, no? Ja. Zdaj, zvedeli smo, kaj je bil prvi motor, ne? Kaj je bil pa prvi avto? Prvi avto je bil pa Wartburg, ki sem ga tudi zelo veliko vozil, tudi v Londonu sem bil z njim. Tako da to so bile taka zanimiva potovanja. Prišel nekam do Frankfurta, si masko dol vzel, si platine malo po Šmerglu, pa potem naprej. Pa zelo zabavno je bilo gledati te Nemce, ki si najprej malo ola not nalil, pa si bencin, pa spet malo ola. In si potem v dimu se odpeljal. To so bile res take epska potovanja. Takrat seveda ni bilo denarja in to je bilo to. Tega Zweitakterja iz Wartburga bi se dalo kaj bolj oglasiti, če bi Igor zdaj kombinezon oblekel pa sodelavnico, bi lahko kaj naredili na Ne vem, to je bilo tako, bom rekel, zelo enostavna mašina, ne, kaj poseben ga res ne bi mogel z njega dobiti. Je pa pravzaprav kar dober šel, ne, in posebej po Glancu dol, ne, ker se ni nehal vrteti in je bilo kar noro. Bremze je imel pa bolj šibke, pa amortizacijo, pa vozne lastnosti so bile pa, bom rekel, kar malo smrtno nevarne, ampak zgleda, da smo preživeli. No, samo v tistih letih tebe bremze tako niso interesirale. Ja, ne, sploh ne. Ja, super, jaz mislim, da bomo počasi zaključili, bi pa pozval, če ima kdo za gospoda Krapoviča še kakšno vprašanje, zdaj je čas, ker pol ga pa ne bo več, če ne bomo pa res naredili. 1 uro časa je bilo. NSBT je res najbolj prepoznaven globalni slovenski podjetnik, ampak govorimo slovensko, tako da kar na dan z besedo, če ima kdo kaj za vprašati. Aha, ja, pa smo pa vse odgovore dobili. Evo, kar izvolite. Sam trenutek bom še povedal, da se bo v podcastu slišal. Gledalec, poslušalec je vprašal, kako se meri tržni delež na posameznem trgu. Ja, mislim, ta tržni delež je za nas malce težko zračunati, ker mi imamo en del prodaje preko naše aftermarket mreže, ne? Se pravi, imamo distributerje, ne vem, Amerika, Japonska, potem imamo en del, imamo distributerje v Evropi, nekaj imamo agenture in zdaj to prodajamo mi direktno. Velik del gre pa seveda preko tovarne, se pravi, mi delamo z Yamaha, Ducati, KTM, BMW in potem to oni prodajajo in zdaj seveda za te motocikle, pa tudi avtomobile, pa ne vemo, kako so pač po svetu porazporejeni točno in tudi recimo konkretno zdaj, ki je bil ta primer, koliko nas bo to, rekel, te carine v Ameriki, koliko nas bo udarile, ne, mi samo vemo, da mi prodamo, ne vem, 12% sami direktno, ne, koliko pa ostali prodajo, pa ne. In to je posledično pač nekaj, kar težko ugotoviš. Super, gotova priča. Igor, najlepša hvala, da si vzel čas, da si prišel v Črnomelj, da smo se lahko dol usedli pa pogovarjali tudi o kulinariki, pa še čem drugem. Zame osebno, verjamem, tudi za vas je bil to tak neprecenljiv pogovor, tudi zaradi nasvetov. Kaj je posel je borba, posel je vojna, plus vse ostale stvari. Jaz bom veliko stvari si zapisal za uho. Hvala še enkrat, res. Ja, hvala lepa res za povabilo. Hvala lepa za čas. Evo,